Dragi gledalci, prijazno vas povabim k ogledu oddaje Izberem prijazno z Majo Peron, kjer je bil danes moj gost, odvetnik Milan Vajda, s katerim sva govorila. Govorila sva o prijaznosti in o pravu in o zadevah, katere se dogajajo v svetu in vas bojo verjetno zanimali. Dobrodošli v oddaji Izberem prijazno z Majo Peron, kjer skozi pogovore z zanimivimi posamezniki odkrivamo, kako prijaznost vpliva na ljudi, odnose in svet. Moj današnji gost je magister prava, odvetnik z dolgoletnimi izkušnjami na področju civilnega, gospodarskega in kazenskega prava, ki svojo strokovnost združuje z notranjo umirjenostjo in občutkom za pravičnost. Poznan je kot miren, razsoden, pokončen človek z izrazitim čutom za sočloveka. Poznava se že nekaj časa, zato vem, da za njegovo pravno držo stoji mnogo več kot zgolj zakon in paragrafi. Danes bova govorila o prijaznosti skozi oči prava. O tem, kje se srečata sočutje in pravičnost in ali je v svetu zakonov sploh prostor za človečnost. Milan, pozdravljen. Jaz sem res vesela, da si sprejel moje povabilo in si tukaj z mano. Vem, da se ti že vrsto let giblješ med črkami zakona in med človeškimi zgodbami. Tako da v bistvu me zanima, kaj te je vodilo v pravo? V bistvu, kot vsak poklic, je tudi ta poklic neka spoznavna pot in ljudje, ko pač delajo in so v svojem poklicu, tudi spoznavajo svet okoli sebe, tudi samega sebe in se nekako skozi ta proces izoblikuje tudi nek odnos do prava in v bistvu vsak ima nek svoj občutek ali pa neko svojo definicijo, kaj to je. Ne? V osnovi je pravo, tako kot ga jaz dojemam, po svoji vsebini neko sredstvo, ki ljudem zagotavlja, da med ljudmi vlada mir, da so razmerja urejena, da se spoštujejo prevzete pravice in obveznosti in v tem oziru je pravo na nek način dosti podobno religiji, ki tudi na nek način zagotavlja mir med ljudmi, kjerkoli po svetu. In znotraj tega pač prizadevanja, da je med ljudmi mir, je tudi neko pričakovanje, da so ljudje drug do drugega dostojanstveni, ne? In v tem kontekstu so tudi po naravi stvari prijazni, ker ena od komponent prava je tudi ta, da so ljudje na nek način dostojanstveni in prijazni drug do drugega. Tako da to je v bistvu srčika prava. Prijaznost, ne, je nek del vsebine prava. Morda v začetku moje kariere tega niti nisem toliko dojel na ta način, ampak zdaj sem iz dneva v dan bolj prepričan, da je temu tako. Torej, ni dilema, ali biti trd, nepopustljiv ali prizanesljiv, nekaj vmes je in je to treba zmeraj iskati neko pravo mero pri vsakokratnih odločitvah. In to je v bistvu neka osebna izkušnja. Zdaj, recimo, tako ti ogromno zgodb srečuješ raznih. Nekatere so verjetno površinske, nekatere pa zelo globoke, zelo težke, zelo pač nekak velik izziv za tistega človeka ali pa za ljudi, ki jih doživljajo, ne. In po tvojem mnenju, kje največkrat v bistvu trčita tisto zakon in sočutje? Si kdaj v bistvu tako, kje največkrat pride do te dileme, ne? Do te dileme pride velikokrat in v bistvu ta trdost zakona, ne, kot bi rekel, pogodbe je treba spoštovati ali zakon je trd, pa tudi zato je zakon, ne, je en pol. Drug pol je pa to sočutje, prizanesljivost, razumevanje. In vse življenjske ali pa pravne zgodbe, ne, ali položaji so nekje vmes. In zato je treba znotraj vseh teh dveh mejnih polov poiskati pravo mero, ne, čeprav se tudi življenjske okoliščine in tudi pravni predpisi spreminjajo. In zato je to v bistvu naše poslanstvo,
da v vsakokratnih primerih ali razmerah iščemo nek optimum, neko uravnoteženost, ne? In to je v bistvu poslanstvo prava, da se išče ta neka optimalna pozicija za vse, in to daje potem, to je v bistvu tudi odraz neke pravičnosti, neke resničnosti, nekega dostojanstva, neke prizanesljivosti, neke prijaznosti, čeprav vse to so relativni pojmi. Naprimer, v pravu, ne, je zelo malo nekih absolutnih kategorij in zato tudi oba pola se zmeraj premikata, nista tako trdno postavljena in v bistvu pravo nekako teži k temu, k neki sočutnosti, k neki pravičnosti, vse na dolgi rok. Nobena tiranija ali zatiranje ali prevelika trdota se ne obnese. Vse to je v zgodovini bilo veliko takšnih primerov. No in zato je to pač nek nauk, da smo poklicani k iskanju teh nekih večnih resnic, a ne, ki so morda tudi nad ustavo kot tako, ne. Moramo vedeti nekaj, ne, da je veliko število pravnih predpisov, ki jih ljudje zaradi velikega števila in obsežnosti niti ne poznajo, čeprav se nekako domneva, da vse predpise so pravo, ki obstajajo, ljudje poznajo. Čeprav dejansko pa temu ni tako in ljudje živijo po nekem svojem pravnem občutku ali po svojih običajih ali po nekem prepričanju v skladu z pravom. In večina ljudi živi v skladu z pravom. Do kršitve prava pride zelo v redkih primerih. No, to je v bistvu en fenomen, ko se ga tudi ne zna pojasniti, ne, kako to, da imajo ljudje ponotranjeno poznavanje prava, čeprav ga dejansko v obsegu niti ne morejo poznati. Wow, zanimiv pogled. Me zanima, recimo včasih zastopaš, mislim, odvetniki tako zastopate vse ljudi, ki odvetnika rabijo, ne? In verjetno si imel kdaj koga, ki je bil kriv, pa si ga po drugi strani nekako si ga razumel. Kako v bistvu pelješ te stvari, kako ohranjaš v bistvu to mirnost, pa kako si lahko distanciran, se pravi, da se čustveno ne vpleteš v neke take stvari, ker jaz si predstavljam, sicer toliko prava ne poznam, ampak recimo, ne vem, z odvetnikom si ti vedno popolnoma iskren, ker edino tako ti odvetnik lahko pomaga, kar pomeni, da vi pač poznate vsa ozadja, vse stvari in ne vem, si ne predstavljam, da bi bila jaz recimo v tem poklicu, kako bi znala ločiti to neko pravo, pa neko čustveno vpletenost, no? Ki je zagotovo povezana tudi z empatijo, kamor sodi tudi prijaznost, ne? V bistvu gre za velike izzive in tudi te veščine se ne da naučiti tako, da se jo pa priučiti skozi prakso, ne, skozi veliko število primerov in ob eni lastnosti, ki jo mora imeti človek, da je zelo senzibilen, da v bistvu te notranje resnice, ta bistva stvari nekako dojame, da so do tega dokoplje. Po eni strani je to velik izziv, po drugi strani je pa tudi velika odgovornost in velika teža. Vkolikor vpletaš svoja čustva ali če čutiš bolečino drugega, ne, to je največja težava zate, zato ker tisti, ki nimajo te empatije, dosti lažje delajo, ker ne nosijo tega v sebi. In tu sta isto tako rekoč dva pola, ne, kje je mera in dokot lahko greš, s tem, da se vživljaš v tuje probleme, v tuje težave, v tuje primere, v tuje okoliščine, kolikor si pa lahko do tega objektiven ali distanciran. In zato tu ni nekih pravil, kako treba ravnati, ampak je od primera do primera potrebno zadevo pogledati, ne, jasno z pravnega vidika, potem pa tudi obče človeškega vidika, ne, vse neke naravne zakonitosti ali neka naravna načela, a ne, ki so morda nad tem pozitivnim pravom, je potrebno nekako povprašati oziroma dobiti to mnenje sam pri sebi, kako narediti, kaj je optimum, ne, torej zmeraj je treba iskati to ravnovesje, čeprav so ljudje nagnjeni k iskanju maksimuma, k
k tem recimo doseganju teh olimpijskih načel, kot so više, boljše, močnejše, čeprav tukaj je treba pa iskati nek optimum, ne? Kaj se v danih okoliščinah da narediti in je nekako najbolj primerno. Tu ne gre za to, da mora odvetnik zastopati in delati vse tisto, kar je za njegovo stranko najboljše v pravnem pomenu. Zato, ker tudi to usoda ali pa primeri kažejo, da tudi če narediš vse, kar je možno za stranko, to ne pomeni, da je pa za stranko to optimum, bodi si v ekonomskem smislu ali v osebnem smislu ali kakorkoli nasploh. In to je v bistvu paradoks našega poklica, da doseganje ciljev, ne glede na sredstva, nujno ne vodi do optimuma, do nekega dobrega ali pa optimalnega rezultata za stranko. Zato bi lahko rekli, pač eni moji kolegi trdijo, da je za stranko treba vse narediti, a ne glede na to, kakšna sredstva se uporabijo, vendar takšna stališča v praksi se ne obnesejo, v veliki večini primerov se ne odnesejo. Zato je treba iskati ne ta maksimum ali, tako kot sem prej rekel, optimum. Super. Zdaj bova naredila en kratek premor in se vidimo čez kakšno minutko. Lepo pozdravljeni nazaj. Miljan, običajno si odvetnike predstavljamo kot nepopustljive, ostre, agresivne, takšne. Zanima me, v bistvu se ti zdi, da je prijaznost v tem poklicu prednost ali slabost? Kako je razumljena? No, tako je. Prijaznost je vsekakor prednost. Ta morda filmsko prikazana trdnost, neizprostnost, odločnost ni na pravem mestu. In je v bistvu ene vrste negacija prava. Zato, ker pravo teži k neki sorazmernosti, k neki pravičnosti, k nekemu razumevanju, k nekemu iskanju kompromisov, ne. To je neko osnovno vodilo, ne. In če so postavljene zadeve, ko bi rekel, pred izvršeno dejstvo, ali tako brezizhodno, potem je tu malo mesta za pravo. Potem imaš neke ultimate, ne, in zmagujejo pač argumenti močnejših, ne pa argumenti moči, ne pa argumenti, torej moč argumentov, ampak argument moči zmanjkuje, ne. In to je v bistvu ene vrste negacija prava. Res je pa tudi to, da jasna misel, ne, ali pa dobra argumentacija ali prizadevno delo, vestno ali pa pošteno je lahko razumljeno tudi kot, da to ni prijazno, da je preveč direktno. In zato je ta prijaznost včasih lahko tudi napačno razumljena, ne. Po drugi strani je pa velik problem, če so določeni ljudje preveč prijazni, morda hinavski, morda nepošteni, morda imajo figo v žepu in tudi to ne vodi k nekemu dobremu rezultatu. Morda je to še večji problem, kakor pa če je nekdo trd, neizprosen, saj za njega lahko velja, da je kot prispodobi rečeno kot tisti oreh, ne, ki ima trdo lupino, notri pa ima mehko jedrce, ne. Tako da dejansko v življenju ali pa v praksi, ne, se srečujemo z različnimi ljudmi in se drug od drugega učimo in se prilagajamo oziroma se nekako sledimo tem trendom na tem področju, čeprav ja mislim, da prijaznost ima vselej prednost pred aroganco, pred kazanjem moči, pred zavračanjem. Pač vsakega lahko razumeš v njegovih pogledih ali v težavah. Ena od možnosti je pa tudi to, da se poskušaš vživiti v položaj nasprotne stranke oziroma da se vprašaš, kaj bi pa ti naredil, če bi bil na tistem mestu. In tudi je v bistvu en test, da lahko vidiš, kaj je optimalno, kaj ni optimalno, kje se da kaj narediti, kjer se ne da narediti. In modrost je to, da se doseže zmeraj nek dogovor. To je vseeno boljše, kakor pa v
vodenje postopkov. Jaz bi tukaj dodala samo to, kar si rekel na začetku, neprijaznost je lahko tudi hinavska in tako. Jaz se trudim v tej svoji oddaji pokazati in govoriti o prijaznosti, v tisti pristni prijaznosti, ne v tisti, ko se trudiš, ne vem, ali z nekom manipulirati, ali nekomu ustrešiti, ali tako, ne, se pravi, govorimo o tisti pravi prijaznosti. A veš, vprašanje pa biti tako mišljeno, ne, recimo imaš ti enega prijaznega odvetnika, ki seveda absolutno operira z vsemi argumenti, pač dejansko te zagovarja tako, kot je treba, in potem imaš nasprotno stran, ki ima enega agresivnega odvetnika, ki pride in kriči in žali in v bistvu te na nek način ustrahuje. Bolj je bilo pač v tem smislu, ne, kaj po tvojih izkušnjah bolj pripelje do boljšega rezultata, oziroma zagotovo imaš kakšen primer, kjer se je prijaznost pravzaprav splačala in je pripeljala do boljšega izida, kot če bi se šlo na grdo. Če bi bilo življenje pravljica, ne, potem bi bile življenjske zgodbe z nekim srečnim koncem, ne. Ampak dejansko realnost je pa majčkeno drugačna, ne. Včasih, ne, so uporabljena sredstva, ne, vsa sredstva samo, da se doseže cilj. In v teh primerih pač cilj opravičuje uporabo sredstev. Jaz nisem pristaš tega načela in smatram, da je treba ohraniti neke korektne odnose, ne, saj primeri nastajajo, pa se zaključujejo, ne, neka vključenost v neko pravno življenje ali v nek poklic pa ti vseeno narekuje, da je treba ščititi tako inštitucijo, ne, inštitucije pravne države, potem pa tudi neke kolegialne odnose je treba ohranjati, ne, saj vsi več ali manj smo na isti barki, zato ker ščitimo in tako legitimnost kot zakonitost, kot pravičnost, ne, saj tudi tisti rezultati ali pa te sodbe, presenečenja ali pa karkoli, ki gre mimo pravnega občutka, saj to pravzaprav nihče tudi ne ceni, čeprav je morda v korist neke stranke, ki jo zastopaš. V bistvu gre za to, da je potrebno, da se razvija nek fair play, da je neka predvidljivost, da je neka elementarna poštenost, pravičnost, tudi da resnica pride do izraza, saj to daje potem neko možnost, da kot pravnik imaš izoblikovan pravni občutek. Če pa tega ni v pravnem sistemu ali ne v vseh primerih, potem se ti pa to zgodi, da sam izgubiš pravni občutek, da se ti pravni občutek razrahlja in potem ne veš, kako se odločiti v takšnih ali podobnih situacijah. In to je največji hendikep tudi za pravniški poklic, ker se skozi čas razmere spreminjajo, družba se spreminja, veliko tega se spreminja, tudi pravo se spreminja, odnosi med ljudmi se spreminjajo in zato moraš tudi sam prilagajati pravni občutek. In tudi na področju prijaznosti, a ne, velja tudi to pravilo, da se moraš prilagajati na razmere, kakršne so, in da moraš tu iskati pač tisto, kar je primerno, moraš pa tudi upoštevati neka svoja, prepričanja ali neke vrednote. In zato je to zelo relativen pojem, ki se tudi spreminja in ni nekih enoznačnih odgovorov. Se ti je že velikokrat zgodilo, da je prišla stranka k tebi, seveda jezna in odločena, da bo šla nekje pa do konca, in si ti nekako poskušal umiriti situacijo in na koncu, ko je bila zgodba zaključena, ti je bila hvaležna, ker je ugotovila, da je to najboljš možno? Tudi taki primeri so dosti pogosti. Pač so določeni poklici, ko je potrebno povedati resnico. In to je morda najtežje v tem prvem trenutku, vendar potem se stranka lahko lažje odloči, če upošteva in če ve, kakšno je resnično stanje, kakšne so resnične možnosti, kakšen je položaj. To je podobno kot pri zdravnikih ali v drugih poklicih, ne. Najhujše je oziroma najslabše za vse, če nekdo živi v lažnem prepričanju ali v neki zmoti ali v nekem lažnem pričakovanju. Zato je boljše na nek način povedati
že v začetni fazi neko resnično stanje, tako da stranka lahko tudi o tem razmišlja, da ima neko realno predstavo. In če ima realno predstavo, potem tudi lažje sprejema nastali položaj in tudi sprejema odločitve, ki se potem obnesejo, ki so v skladu z njihovimi pričakovanji. Ker je pa v pravu in življenju vse relativno, je potrebno tudi v tem oziru pač slediti k najboljšim rešitvam v danih primerih. To pa je lahko, če je situacija nekako realno prikazana. No, meni se zdi, da je v tem realnem življenju tudi cel kup nekih nesmislov in jaz bom pač povedala svoj primer. Jaz se spomnim sebe, da sem enkrat prišla k tebi odločena, da zdaj imam pa dost, da zdaj bomo pa tukaj šli pa v tožbo in se spomnim tudi tebe, kako si me mirno pogledal, poslušal do konca in potem je rekel, a ne bi ti še enkrat razmislila, če je to res to pomembno in če to v življenju res rabiš. Ja. No, takrat sem bila tako skoraj malo užaljena, ampak jaz mislim, da so to tudi ene stvari, ki bi jih odvetniki morali praviloma uporabljati, da kdaj stranki tudi rečejo, da no, tole pa res nima nobenega smisla, zakaj to sploh rabiš, brezpredmetno je, ne gre za nobeno pravico, gre za ego, ker jaz, ko se pogovarjam z ljudmi, velikokrat delujejo iz enega ega, ker hoče doseči nek svoj prav. Kje je tukaj vloga odvetnika? A je treba gledati samo dejmo pa denar, ali v bistvu je tudi vaša naloga, da kdaj rečete dejmo? No, to je v bistvu, to so zanimivi primeri, ne? Je pa na strani odvetnika ali pa pravnika ali pa kogarkoli, ko ga vprašaš za nasvet, tudi morda na drugih področjih, za pričakovati, da je toliko avtonomen, suveren in da ti lahko pove resnično stanje stvari. To niti najmanj ni enostavno. To niti najmanj ni enostavno in to so največji izzivi. In to lahko dosežeš takšno stanje skozi dolgoletno delo, skozi poznavanje ne samo prava ali pa nekega strokovnega področja, ampak tudi življenja ljudi in na ta način lahko tudi pomagaš, da se zadeve za stranko morda širše, ne toliko v pravnem kontekstu, odvijajo v pravo smer. Torej, da stranko usmeriš v njenih življenjskih aktivnosti v neke pozitivne, v pozitivne smeri, v pozitivne aktivnosti, da se ne ukvarja da ni okupirana z nekimi stvarmi, ki se lahko vrtijo v prazno ali lahko tudi prizadenejo to nepremoženjsko škodo ali premoženjsko škodo ali da kjerkoli prikrajšana. To so veliki izzivi na našem področju. Če prav razumem, morate biti vi ne samo, da poznate zakone, ampak morate biti tudi izjemno dobri psihologi, da znate oceniti in pravzaprav se dokopati do tiste prave resnice, ki vemo, da jo nekako vsak po svoje, tudi če se trudimo biti iskreni, predstavimo malo skozi svoje oči. To že, ampak predvsem gre za to, da je treba prepoznavati tako imenovane zlorabe pravic. To je v bistvu zelo zanimivo vprašanje, ko ali pa če izvršuješ svojo pravico, ali s tem nekomu drugemu storiš krivico. To je ta fenomen, ki je zelo težko razumljiv in po dolgoletnem delu v praksi lahko razumeš takšne primere. In zato je tudi tvoja naloga, ko si pravnik, da prepoznavaš primere zlorabe pravic in da tudi stranki razložiš, da bi bilo njeno uveljavljanje pravice, lahko negacija pravice, v tem oziru, da bi s tem nekomu bila povzročena nesorazmerna škoda ali tudi njej sami. To so zelo, zelo redki primeri, izjemni mejni primeri, ampak so dosti številni v življenju. In zato je zelo težko take primere prepoznavati. Še večja odgovornost pa je, da že ob prvem stiku s stranko ali pa ob seznanitvi primera imaš pred očmi tudi to možnost, tako imenovane zlorabe pravice. To je res fenomen v pravu, ko bi bil kot v bistvu ena antinomija, ko si stojite na eni strani pravica in na drugi strani zloraba te iste pravice. To je zelo
To je v bistvu temelji neke filozofije prava ali pa pravne teorije, ki se s tem ukvarja, predvsem tako akademsko, ni pa toliko raziskanih konkretnih primerov, ki bi do tega prišlo. Ampak v naši praksi pa mi to dostikrat doživljamo in to je tudi nek čar našega poklica, da to prepoznamo in da preprečimo, da se to zgodi. Kako pa ljudje odreagirajo na to, ko jim to prijazno poveste in jih opozorite na to? Če jim povemo jasno, razumno, prepričljivo, oni to dojamejo. Zato ker pravo je na nek način odraz dejanskosti življenja. In ljudje, čeprav niso pravo študirali, posebej se s tem ukvarjali, oni poznajo življenje. In življenje je pa zrcalna slika oziroma odlitek prava in obratno, eno z drugim. Tako da v bistvu ljudje poznajo osnovne principe prava, ker so ponotranjeni. In če poznajo življenje, potem takem poznajo tudi pravo. To je en tak zelo zanimiv fenomen. In zato je treba zmeraj ravnati tako, da je zadoščeno nekemu testu pravičnosti, poštenosti, sorazmernosti, nekemu optimumu. In to je nek kriterij, neko sito, kot treba v bistvu praktično vsak primer tako pogledati. Poleg ekonomske analize primera. Ekonomska analiza primera pa pomeni, da se ocenijo neki stroški, ekonomske posledice, torej finančne ali negmotne, ali gmotne ali negmotne, kakorkoli, da se v bistvu to pregleda, da primer se ne obravnava zgolj ozko pravniško, skozi te paragrafe, ki so takšni ali drugačni, ampak da se primeri obravnavajo tako življenjsko, z neke širše perspektive, z enih večjih dimenzij, in potem se lahko dosežejo boljši rezultati. Ja, odlično. Mislim, danes poznavam pravo na čisto drug način, kot sem ga poznala do danes, tako da verjamem, da tudi naši gledalci so slišali že kaj novega ali pa mogoče eno drugo perspektivo vašega poklica. Veš, kaj me zanima? V bistvu tako, ko ljudje hodijo k tebi in zagotovo je veliko neke stiske, strahu, mislim, običajno k odvetniku ne greš, zato ker ga ne rabiš, ampak verjetno zato, ker si v neki stiski, ki ne zna sam rešiti. Koliko je tega strahu, jeze, panike, kako se s tem v bistvu soočaš? Kakšen je v bistvu tako tvoj pristop do teh ljudi, do teh stvari? A potolažeš, samo objektivno poveš, kaj pa kako, in ali kdaj koga tudi zavrneš? Ljudje imajo zelo, zelo, zelo velike težave. Dostikrat so v brezizhodnih položajih. Dostikrat so ljudje ogroženi sami, njihovo premoženje, njihovi sorodniki, zlasti otroci. Velikokrat so otroci obupani in je v bistvu neka pravniška pomoč, morda zadnje upanje ali pa neko iskanje rešitve. In zato je potrebno zmeraj ohraniti neko dostojanstvo, diskretnost, zaupnost in tudi neko prepričanje v to, da praktično v vsaki situaciji je možno najti neko rešitev. Zelo malo je primerov, ki bi bili brez rešitve ali da bi bili ljudje v brezizhodnih položajih. In za pravnika je že veliko, če človeku pokaže pot, po kateri lahko gre iz položaja, za katerega sam smatra, da je brezizhoden. In to je v bistvu čar tega poklica in tudi zahtevnost, da že v prvih razgovorih ali ko oceniš stranko, njegov primer, njegov položaj, težave, karkoli ima, ali pa njegove vrednote, da na tej podlagi oblikuješ neko mnenje. Včasih se zgodi, da ljudje niti ne povejo po resnici ali pa po pravici ali pa da ne predstavijo resničnega stanja stvari, vendar kljub temu to ni ovira, da ne bi koga zastopal ali pa da ne bi mogel zastopati, zato ker je treba tudi take ljudi razumeti. Predvsem gre za to, da je treba ljudi razumevati in pomagati
in morda z enim nasvetom ali pa z enim detajlom, ki ga mi kot pravniki poznamo, oni ga pa ne poznajo, ne, jim lahko razrešite primer. Veliko primerov je rešljivih, a ne, in veliko ljudi ima pravice, za katere pa sploh ne vejo, da imajo te pravice, kateri sploh ne vejo, da imajo te pravice, ne. Doskrat so zadeve pravno rešljive, pa stranke mislijo, da so nerešljive, da so brezizhodne. Tako da v bistvu v tem oziru ni te dileme, ali bi koga zastopal ali ne bi zastopal, ne. Ni nekih moralnih ali pa etičnih zadržkov, ne, ker vsakega človeka se da na nek način razumeti in mu tudi pomagati. Razumeti njegovo stisko, razumeti njegovo dejanje, razumeti njegove težave, ne, ker vse ima nek vzrok in posledico, ne. In v tem širšem kontekstu, če stranka to odvetniku nekako zaupa, ji ta lahko pomaga ali da neko mnenje, ne, lahko pa stranka dobi več mnenj. V zadnjem času se dogaja, in to je v bistvu nekaj novega, morda niti ni še predstavljeno v javnosti, ko se ljudje zatekajo k umetni inteligenci. In v bistvu te rešitve ali pa te odgovori, ne, so zelo zanimivi in tudi nam pravnikom pomagajo. Ne? In mi smo že prepoznali v par primerih, ko so stranke same začele postopke na ta način. In to je v bistvu plus za nas, ne, ker to prepoznamo, se z njimi pogovorimo in potem skupaj najdemo optimalno rešitev. In tudi te rešitve z umetno inteligenco v osnovi niso napačne. Pomagajo te silogizme iskati, pomagajo pravne rešitve iskati in napotijo na kakšno možnost, ki lahko obstaja. Tako da tudi to je neki izziv v našem poklicu za naprej. Zdaj, najin čas se počasi izteka, tako da jaz bi te običajno zaključujem z mislijo, pa bi danes tebe vprašala, če imaš ti kakšno zaključno misel, pa če jo poveš. Imam. In sicer zaključno misel ta, da ljudje, ne, bi morali si večkrat prebrati ustavo, ne, ali pa te konvencije, ali pa te uvodne člene v zakone, ne, in na ta način bi dejansko lažje razumeli kontekst pač svojega bivanja in neke pravne ureditve. Te zakoni, ki so neki stebri civilnega prava ali pa kazenskega prava ali pa ustavnega prava, so v bistvu zelo enostavni in jasno napisani. In to je v bistvu neko moje sporočilo, da naj si človek vsaj enkrat na leto prebere Ustavo Republike Slovenije. Tam je vse napisano. Milan, jaz sem zagotovo ena tistih, ki ne bom brala ustave, ampak res se ti zahvaljujem, da si bil moj gost, ker si res meni osebno odstrl en nov pogled na vaše delo, na vaš poklic. Vam, dragi gledalci, pa želim, da razmislite o prijaznosti, da ste vsaj za odtenek prijaznejši, kot ste bili mogoče do zdaj, pa da mogoče tudi razmislite, če si nista ena ta pravica pa prijaznost bližje, kot se včasih na prvi pogled zdi.